Živijo in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz sem Nik Škrlec, sem igralec in navdušenec nad novimi tehnologijami. Zato sem zelo vesel, da smo se danes zbrali na dogodku, kjer se nam bo prvič pridružila tudi 3D avatarka AI3. Moja vloga in poslanstvo v zavarovalnici Triglav danes je, da zagotavljam hitro in natančno podporo strankam ter jim pomagam pri iskanju najboljših zavarovalniških rešitev. Moj cilj je biti zanesljiv vir pomoči in svetovanja, ki prispeva k varnosti in zadovoljstvu naših strank. Predlagam izziv. A lahko zdaj pa vi poveste ime kakšne pošte, midva s trio pa se pomeriva v njem, da boste videli, kako deluje človeška misel in misel trije. Poštna številka za Škofije je 6281. Pravma. Bravo trija, vodiš 2-1. Znotraj Triglava smo vzpostavili okolje, znanje ljudi, tudi kulturo sprejemanja tovrstnih tehnologij oziroma iskanje možnosti njene uporabe v poslovnih procesih. In na to dejstvo smo v bistvu še najbolj ponosni. Namreč to nam omogoča, da ko se bo pojavila neka nova poslovna zahteva, bo najprej ta ekipa pomislila, ali lahko to rešimo z uporabo umetne inteligence, kajti te rešitve so se zdaj pokazale kot najbolj učinkovite in uspešne. Ona ima pa še to vizualizacijo. In ta vizualizacija omogoča doseganje neke čustvene empatije do tega chatbota in neke višje stopnje zaupanja, ki bi ga imel pa morda v primerjavi z nekim takim klasičnim chatom preko interneta. Vizualna podoba, kot je Trija, v obliki chatbota, pa dodaja vizualno podobo, je pa še nisem videl. In zato bi rekel tukaj pohvala res Triglavu za izjemno inovacijo. Velikokrat sam pri sebi bentim nad kakimi asistenti, ki me niti ne razumejo dobro. Naprimer, tu sem bil pa navdušen, kako dobro Trija prepozna govor in tudi kako dobro se odzove v slovenščini, seveda se še uči. Pa tudi, to boste lahko poskusili potem tudi sami, dobro prepoznava dialekt ali pa kakšen stavek, kjer se zatakneš, skratka te res posluša, takšen je občutek. Danes je pa res vse drugače, kot so govorile generacije 100 let nazaj ali pa naši starši. Vprašanje, zdaj res se to toliko spremenilo. Ampak tisto, kar se pa zagotovo je spremenilo, je pa način merjenja uporabnikov ali pa strank in kaj lahko zdaj s temi podatki počnemo. Nikoli v zgodovini še nismo imeli toliko podatkov o naših uporabnikih. Jaz vidim virtualnega asistenta kot en korak v to smer. Torej na obeh stranih za uporabnika prednost, ker bo končno lahko hitro in učinkovito prišel do pravih in kakovostnih informacij. Na drugi strani pa tudi seveda podjetja, v konkretnem primeru Triglav, lahko pride do enih velikih koristi. Ko bo AI3 z svojim znanjem poznala novo vsebino, bomo to vsebino vsekakor uporabili v naših poslovnih procesih, predvsem s tem, da bomo izboljšali uporabniško izkušnjo naših zavarovancev, po drugi strani pa tudi zato, da bomo optimizirali naš način dela. A bi ti lahko v prihodnosti, na primer, ocenjevala škodo? V prihodnosti bi res lahko pomagala pri hitrem ocenjevanju škode. Na primer, s pomočjo analize slik in podatkov bi lahko ocenila obseg škode na nepremičninah ali vozilih, kar bi lahko pospešilo postopek izplačila odškodnin. Zame so modeli umetne inteligence predvsem zanimiva orodja in želim spremljati njihov razvoj, ker vem, da bodo v prihodnosti veliko bolj prisotna v naših življenjih in rad bi bil vešč razvoja. Sam obožujem umetno inteligenco zaradi tega, ker sem že ogromno krat uporabil pri kakšni domači nalogi. Tam je res dosti pomagal ChatGPT. Sam sem pa AI3 sprobal že na enem drugem eventu, tada ni moje prvo srečanje z njo in sem že vprašal malo bolj kompleksna vprašanja, na katera je odlično odgovorila. AI3, super ti gre, jaz pa že pripravljam nova vprašanja za tebe. Je pa tako, kot z vsako tehnologijo, po mojem tudi tukaj tako, da je zelo odvisno od modrosti tega, ko uporablja orodje. Kakšno vprašanje za Trija?